Stanko, sedaj smo na tvoji kmetiji in kot govorimo v naši stranki, je zelo pomembno, da je na kmetiji tudi mladi rod, da kmetija prihaja iz starejših na gospodarje in zadaj morajo biti mladi. Kako je dejansko to pri tebi, sedaj vidimo tukaj pri nas v naši sredini mlado damo, daj nam povej kaj več o tvoji kmetiji. Ja, kako ne rečem, ženo smo prevzela kmetijo leta 90. Ta kmetija je bila praktično takrat nacionalizirana. Ko smo prevzela to kmetijo, ni bilo tu nič. Vse, kar smo delali na svoje stvari, kar smo dobili vrnjenega nazaj za zapuščinsko in tako naprej, in lahko rečem, da začetki so bili težki. Ampak nekako se je splačalo. Kljub vsem tem problemom, ki smo jih imeli, lahko rečem, da smo se nekako pripravili kmetijo, da bo lahko naprej delovala in se razvivala. Hvala Bogu, da imamo na tej kmetiji tudi otroke, in tu med nami imam najmlajšo hčerko, na katero pač razmišljam, da bi potem vse skupaj prepustil kmetiji svojo bodočnost, ali je to za tebe prostor, kjer boš lahko za svojo družino živela tudi v bodoče? To sem že razmišljala za svojo prihodnost. Razmišljam, da bi tudi kmetijo malo kdaj razširila, mogoče tudi živino pomnožila. Tudi razmišljam o tem, da bi recimo prodajala kakšne rastline ali cepitev tudi rastlin. Sicer obiskujem srednjo šolo iz vrtnarjenja in sem na tem področju zelo imam znanje in upam in želim si, da bi z tej naši družinski kmetiji nastalo nekaj velikega, ampak to so še samo želje in upamo, da bomo s trudom in željom to tudi uresničili. Super, krasno, mlada si še budućnost je pred tabo, važno pa je, da boš imela znanje in seveda, da imaš načrt, kako delati s kmetijo v bodoče. Kaj bi lahko videla, ko sta gospodarja tukaj sedaj povedala slovenskim kmetom? Ali je za obupati, ali imamo prihodnost in kaj moramo narediti vsi skupaj, da se bo ta prihodnost udejanjila tako, kot si želimo mi? Vsekakor to je dobro vprašanje. Kmet ima prihodnost. Jaz vidim prihodnost v naši stranki, Slovenski demokratski stranki, ki ima zelo dober program. Vidim na svoje izkušnje, da vse te zakoni, ki se pripravili sa strani naše stranke, da nekako so naravnani tako, kot pač mora kmet, da zadiha. Sedaj lahko rečem, da so mi ti zakoni do zdaj utesnjevali. Lahko rečem, bilo je dosti hudega, ni bilo pomoči, ni bilo nič. Zanemarjali so nas, tudi so strani svetovalne službe. Ta kmetija je bila takrat nacionalizirana, ker je bilo treba to na noge postaviti nazaj. Nobeden nam ni poslušal. Najdel sem pa neko točko pri naši stranki SDS in vidim, da ta program, ki ga mi zdaj delamo, je edini pravilni in če bomo šli po tej strani in da bomo vsi skupaj podprli SDS, bomo tudi zmagali in tudi kmeta na noge postavili. To je beseda.